Mislim, da sem najdel meni najljubši avto tukaj. Med vsemi temi Porsche. Še zadnji dan Tuning World Bodenseja in to je en tak bonus content. Probal vas bom popeljati čez vse hale, ker tle je toliko tega in je težko v eni uri si vse pogledati, nas malo čas preganja, tako da bomo se fokusirali na tiste stvari, ki so mi res v oči padle. Ena zelo dobra stvar tukaj na tem eventu je to, da so vse hale nekako tematske in ni vse poprek kar neki nametan. In recimo v tej hali, ki začenjamo, je hala, ki je v bistvu namenjena bolj nekem dirkalnem programu v smislu drag avtov, time attack avtov in tudi kakšen drift avto se najde. Tako, full dober. Tole je ena malo bolj drugačna specialiteta. Pač so potem hale, ki so pač USDM hale, ki so bolj German represented hale, pač itak bolj so sponzorske hale, posebej hala za tekmovanje v stylingu in tako naprej. Skyline R33 v malo drugačni preobleki, kakor sem ga bil sam do zdaj navajen, ker to je avto od Rik van Goghtma, Monster Energy Athlete. Doprej je avto bil itak v črnem liverju z Monster brandingom, zdaj je Rik naredil nov tekmovalen avto in so v bistvu ta avto spremenili v Falcon livery, ker je tudi Falcon sponsor driver in je avto sam še namenjen za show-run dogodke od Falcona. Probamo najdete en avto, ki nam res izstopa, tako osebno meni izstopa. Dejansko je tako vse zelo zanimiv, hudo. Vsak avto na svoj vrsten način, unikaten. Tle bolj kaj ne, očitno VAG koncern, Audi, Volkswageni, Porsche. In Charger vmes parkiran. Ampak res tako, wow, hudo. Nekaj, ki je Titu sigurno ful všeč, pa to ni Volkswagen, to ni Porsche, čakaj. Tole bi si siguren Tic zbral, da mu je hudo. Sam Tita sva nekje izgubila. Definitivno si ne bi tazga avta zbral, niti ga tako si predelal, ampak še vedno lahko reče, da je hud, ful hud. Dejansko se lahko tle razne ekipe, klubi predstavljajo, imajo svoje bute in tudi tako, kar vidite, imajo vsak tako, lahko tudi neko temo, poskrbijo, da izstopajo, da je vse skupaj malo drugače. Dober hrošč. Zdaj mi je očit tole za mano padel, ki me popelje skoraj 20 let nazaj, po moje, na to, kar je bila včasih ta tuning styling kultura, dajmo reči, in pa nas in po Evropi.
Evo še en tak blast from the past. Sicer ta je tak malo bolj hot import night scena iz sredine, pa konca, oziroma sredine 2000 proti 2010. Meni osebno malo preveč spuščen, pa malo napačen offset bi felt, ne mogli malo bolj ven prijeti. Pa bi bilo kar okej. Tole je definitivno brutalno in tudi ko to izgleda s tem liverjem. Očitno official car Tuning World Bodensee 2025. Sport Quattro? Sport Quattro. Evo hale, kjer so tudi razni razstavljavci, od felten, podvozi, auspuhov, raznih wrapov, aerodinamičnih dodatkov, praktično ni da ni. Tle je kar, mislim, da po moje celo 4, če ne 5 hal, kar se tiče teh raznih razstavljavcev. Ko sem bil majhen, je bil tole moj sanjski avto. Lamborghini Diablo, osebno bi ga zbral v rumeni barvi. Čisi. Drift Brothers, BMW M2 od mojega frenda Ilija. Avto je na sponzorskem butu in ta vikend ni tekmoval. Fantje so v zadnjem času zelo zasedeni z showrani, takšnimi in drugačnimi, in se letos tudi Orange pripravljajo na povratek v Driftmaster sceno z 2 čisto novima avtoma. In ne, to niso tiste M4-ke, pripravljajo čisto nekaj novega posebenega. In the best je videti avto tukaj. Mislim, da sem najdel meni najljubši avto tukaj. Med vsemi temi Porsche. Ali tole, čisti hodov. R32 GTR v svojem legendarnem liverju. Sicer tole ni dirkalna izvedba, je čist street car, ampak tako nice tribute, dober narejen. Mogoče mi tale stil barve felte ni čist pogodil, ampak izgleda ful dober, ker je pač zdaj v tej moderni tehniki, da izgleda kakor da vse skupaj narisan. Tako da ful hud avto. Ok, na Bodenseju sta tle še 2 Slovenca, in sicer Mitja Šamsa z svojim Golfom, ki do njega glih ne moramo prijeti, ker je v neki taki posebni hali, kjer so avti skriti in imajo 3-krat na dan
neke revijalne vožnje in se šele takrat pokaže v publiki. In pa Mitja Zagorc z Nissanom GT-R, ki pa dejansko tekmuje za naslov najboljšega avta tukaj na tem eventu. In vsak dan imajo head-to-head challenge, sodniki ocenjujejo, ne vem, če tudi publika je vpletena, da glasuje. In pač, ko zmagaš, greš v naslednji dan, tekmuješ spet proti drugemu nasprotniku, ki je zmagal prejšnji dan svoj par in tako vse naprej do finala. In če sem prav dobil informacije, je Mitja danes v finalu. Tako da držimo pesti, da slovenski GT-R zmaga tlele na Tuning World Bodensee. In zdaj vstopamo v halo, kjer so ta tekmovalna vozila v head-to-head. In že prvi sprehod prele mem je bilo tako sick. Ok, prva stvar, ki mi tle pade v oči, je tale Mercedes. Zdaj, a je ta prav Evo ali ni ta prav Evo, nima veze, ker zgleda čist hudo. Smo našli našega slovenskega predstavnika R35 GTR. Avti morajo tle biti spucani v piko. Tako, ene smeti ne sme biti na avtu. A je tako? Bravo. Kje ste? Kako gre? Gre. Gre? Gre. The best, se pripravljate na danes finale. Kdo pa je nasprotnik? Zdaj imamo med top 12, veš. Aha, ok. A, ok. Da sem med top 12 odre. Ok. The best. Svaka čast. Sem bil samo, da pridem not. Zdaj sem mislil, ajde bar eno rundo, da pridem dalje. Ja, saj tok neki. Tukaj je pa zdaj, to je pa... Je pa ne, pa si imaš prav detajle, vse narejen. Kako je rekel, pa je med vse skupaj se jih prijavilo 30 000. Ja, verjamem, ja. To je bilo zdaj, teda ni takih pritiskov, ka... Vem. Mi smo tudi srafali do zadnjega. Pa vse mora biti spucano v piko. Ej, uživite, nam se malo mudi. Škoda, nismo se prej kaj videli, da bi lahko kaj podebatirali. Srečno, upam, da greste do konca, pa da razturite. Velja bomo probali. Ja, mislim, da avto je brutalen, res hodov narejen, v detajle, ni da ni, res. Ful dober. Tite si ga najdu? Ja. Rigger, Hero Car. A to je tvoj favorit na eventu? That's all that matters. And I just stare in your eyes. Stare in your eyes. And I just stare in your eyes. Stare in your eyes. Can you take me higher? Higher, higher. Can you take me higher? Še ena izmed ljubših hal je Reisbrennen hala, ki je v bistvu posvečena tudi promociji dogodka Reisbrennen na Lausitz ringu, ki se odvija zdaj že kar dobro tradicionalno v mesecu avgustu. Zlagal sem se. Štarta 31. julija in traja do 3. avgusta. Tle je tudi veliko
zanimivih avtomobilov. Ampak ker se nam že zelo mudi, bi sam še en avto rad izpostavil, preden tole zaključimo. In sicer eno plavo Hondo NSX. Feltne so res da, no ja, stvar okusa, ampak tako, videti NSX-a, da je takole predelan vsaj styling predelan, da je pošerjan, je že kar težko to videti pri nas. Kaj ne rečem, moram končati, čas nas preganja, naročite se na kanal, lajkite, šerite in do naslednjič. See ya!